Pozdravljeni v novicah tedna. Potem, ko so prejšnji teden v Parizu slavnostno razkrili novega povsem električnega Twinga, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu, so ga v torek predstavili tudi širši slovenski javnosti. Poglejmo. Simbolično so jih pripeljali po tekočem traku naravnost iz proizvodnje. Po uradni predstavitvi je predsednik uprave Revoza Jože Bele z ministrom Matjažem Hanom podpisal pogodbo o državni spodbudi projektu proizvodnje električnih vozil v novomeški tovarni. Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat zahvalil predstavnikom Vlade Republike Slovenije, ministru Hanu in njegovi ekipi in županu Mestne občine Novo mesto za izkazano podporo in pa za prepoznavanje pomena tega projekta ne samo za zaposlene v tovarni, ampak tudi širše za celotno slovensko gospodarstvo. Jaz sem najbolj vesel, da nam je uspel. Država bo pri tem projektu sodelovala z 28 milijoni in to, kar je za nas pomembno, da je Revoz ostal v Novem mestu, da nismo ugasnili luči in da ima ta tovarna neizmerno prihodnost. Gre za veliko zgodbo za Novo mesto, Dolenjsko in Slovenijo. Govorimo o zgodbi, ki se morda niti ne zavedamo, tako kot smo v zadnjih tednih večkrat rekli, da smo morda Dolenjci preveč strpni, smo morda tudi preveč skromni. Gre za res evropsko zgodbo, ki Novo mesto ostaja na globalnem avtomobilskem zemljevidu. Kot sta novega Twinga za našo televizijo v Parizu opisala vodilna moža na področju učinkovitosti in dizajna avtomobila, je v njem združeno najboljše iz preteklosti z modernimi novostmi. Je torej zelo praktičen, a tudi prostoren. We've got a sliding rear bench, we've got a foldable passenger seat up to 2 meters to be able to load whatever storage in length. We've got Google inside. We've got also air conditioning as standard, and it is electric. All this for less than 20,000 euros. A car that makes you happy, a car that puts a smile on your face, a car that makes life a little bit more beautiful. And that's why we have 4 gorgeous colors. The car has really beautiful eyes. It can blink at you if you approach the car. And the car, I think, will make you more happy. Prvi se bodo z njim lahko zapeljali že kmalu po novem letu. V preteklem tednu so se odvili bonus dnevi 2025, ki že 13. zapovrstjo nudijo brezplačne računovodske, davčne in inženirske nasvete. Letos so zaradi velikega zanimanja bonus dan prvič razširili v večdnevno dogajanje. Inženirske teme so tako predstavili v Mirni Peči, računovodske in davčne pa v Škocjanu. Zaposlene v podjetju Biro Bonus in Bonus Inženiring veseli, da se je dogodek v vseh teh letih dodobra prijel. Namen je pač, da se predstavimo, da se računovodska davčna stroka jugovzhodne Slovenije dobi nekako na enem mestu, čeprav so udeleženci tudi iz drugih koncev. Je pa bonus dan v teh 13 dogodkih prerasel v največji podjetniški računovodski dogodek v jugovzhodni Sloveniji. Torkov inženirski dan je združil predavanja z aktualnimi strokovnimi temami in razstavni prostor najnovejših izdelkov. Nekako smo se na 2 teme osredotočili, avtomatizacija proizvodnje in meritve, tako da imamo tudi take partnerje, s katerimi že dlje časa sodelujemo in ki razstavljajo tukaj. Udeleženci so si lahko ogledali 20 stojnic, med drugim tudi stojnico s 3D tiskalnikom in različnih robotov. Uvodoma so se dotaknili tudi duševnega zdravja, odnosa do dela in zaposlenih. Ob tem je predavatelj poudaril, da se v današnjem času premalo pogovarjamo o mehkih veščinah, ne gledamo ali pa stremimo samo za dobičkom, se pa premalo zavedamo trajnosti dolgoročnih posledic. Predvsem na današnjem dogodku, ko so sami moški še posebej težko govorimo o svojih čustvih ali o svojem duševnem zdravju in se mi zdi, da je v današnjem času to vedno bolj pomembno. Na računovodskem dnevu so tudi letos predavali o aktualnih temah. Lilijana Mandel je udeležencem razložila, kaj morajo vedeti o pasteh zaposlovanja tujcev. Govorila bom o tem, kako se podjetje pripravi na zaposlovanje tujcev, kje so tiste običajne pasti, da je postopek dražji,
časovno potratnejši in seveda ne da takih rezultatov, kot jih pričakujemo, in kako se tudi potem v podjetju lotiti sprejema novih zaposlenih iz tujih krajev, kako prilagoditi zaposlitvene postopke, postopke uvajanja in pa predvsem uvajanja tujih ljudi v naše okolje. Letos je tekla beseda tudi o digitalizaciji in umetni inteligenci. Razblinjam strahove pred umetno inteligenco, ker nam je bodisi televizija, bodisi vsi ostali žanri to stvar predstavlja kot neko hudo famo. Podjetniki moramo to prepoznati kot dodatno orodje, dodatno pomoč pri samem odločanju. Bonus dnevi so še enkrat dokazali, da lahko strokovnost in sodelovanje ustvarjata prostor za rast in inovacije. V hotelu Šport na Otočcu pa so na dvodnevni konferenci Prihodnost dela razpravljali o vlogi trajnosti, odpornosti in umetne inteligence pri razvoju dela. Dogodek je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo in Univerzo v Portu pripravila Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Business and Innovation Network je mednarodna neformalna mreža, ki deluje že 15 let. Njena glavna naloga je spodbujanje odprtih inovacij in izmenjava dobrih praks. Letošnji dogodek v Novem mestu pa je del te uveljavljene tradicije. Gre za dogodek, ki povezuje med seboj različne sektorje, se pravi povezuje akademsko sfero z gospodarstvom, z lokalno skupnostjo, z javnim sektorjem in civilno družbo. Mednarodni partner Fakulteta za inženirstvo Univerze v Portu je ena najprestižnejših inženirskih fakultet na Portugalskem z več kot 8000 študenti. Sodelovanje z njimi prinaša v Slovenijo dragocene mednarodne izkušnje in odpira vrata novim partnerstvom. Dekan univerze je poudaril, da smo na pragu zelo velikih sprememb. With themes like sustainability and how the impact artificial intelligence can be in the way we learn, we educate, we innovate. So we have to be prepared to these transformations, and we consider that these transformations have to be made with a very sense of ethical and responsibility. And this is what we are trying to discuss here. Dogodek so pripravili tudi v okviru Nacionalnega meseca znanosti in pobude Knowledge Transfer Slovenija. Republika Slovenija letos prvič praznuje Dan znanosti kot državni praznik. Vizija naše države je biti razvojno naravnana, podpirati znanost in biti odprta družba. Župan Gregor Macedoni svojo vizijo Novega mesta kot pametnega in inovativnega mesta zelo podpira tovrstne dogodke. Že danes gradimo današnjo uspešnost ali pa tisto, kar nas zaznamuje iz uspešnega gospodarstva, iz kvalitetnih delovnih mest, in se mi zdi, da je ta razmislek v tem okolju še toliko bolj pomemben, da najdemo tudi odgovore, kako bomo lahko tako uspešni tudi čez nadaljnja desetletja. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu gradi široko mrežo partnerstev v Sloveniji in tujini. Sodeluje z univerzami, podjetji, raziskovalnimi centri in javnimi institucijami po Evropi in širše. V četrtek pa se je v Novem mestu odvil tudi prvi regionalni podeželski parlament na območju jugovzhodne Slovenije. Dogodek, na katerem so prisotni odprli številne aktualne teme slovenskega podeželja, je potekal pod geslom Podeželje potrebuje tvoj glas. Samo v jugovzhodni Sloveniji imamo pokazati preko 200 različnih projektov na podeželju, tistih majhnih, v katere so povezani navadni ljudje, v neka partnerstva, in to bogatstvo želimo, da ohranimo še naprej, in skozi ta parlament se mora slišati naš glas. Če podeželje svojega glasu ne bo povzdignilo, se podeželje ne bo slišalo in bo vedno bolj odzadaj in tam nekje marginalizirano, kar pa mislim, da ne bo dobro niti za Slovenijo, niti za Evropo. In res je potrebno, glas je potrebno dvigniti, povišati. Slovensko podeželje potrebuje nove paradigme, strokovne in znanstvene pristope ter odgovore na vprašanja, ki jih daje tudi regionalni podeželski parlament, kje smo, kam gremo in kako bomo prišli do tja, kamor želimo iti. Ena bolj perečih tem, o kateri je bilo govora, je samooskrba.
Vsi vemo, kakšna kriza je, svetovna kriza, energetska kriza, vojne in hrana je tisto, kar je nekje najpomembnejše za naše preživetje. Tako da smo lokalni akcijski skupini že v prejšnjem programskem obdobju k temu aktivno pristopili. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je podeželske parlamente doslej izvajalo kot enkratne dogodke, letos pa so se odločili za drugačen pristop. Društvo sodeluje z lokalnimi akcijskimi skupinami, ki delujejo na svojem lokalnem območju in smo se odločili, da bomo ta podeželski parlament po principu od spodaj navzgor. To se pravi, da vsako območje v Sloveniji pove za svoje izzive, svoje predloge, ki jih bomo potem združili na nacionalnem dogodku naslednjo leto. Letos bodo sicer izvedli 9 regijskih srečanj. Mislim, da bomo dobili kar tako reprezentativne ideje in izzive, s katerimi se srečuje slovensko podeželje. Dogodek so organizirale 3 lokalne akcijske skupine ter Visoka šola za upravljanje podeželja Grm v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Društvom za razvoj slovenskega podeželja. Poročali smo tudi o pomembni novi pridobitvi v občini Straža, natančneje v Lokah, kjer so se vendarle razveselili novo zgrajenega mostu, ki sta ga odprla župan Dušan Krštinc in Marija Možina, direktorica podjetja, ki je projekt izvedel. Most na reki Krki ohranja obliko iz leta 1958, vendar ima veliko bogatejšo leseno ograjo, je nekoliko širši, po noči pa tudi osvetljen. Je, lahko rečem, najbolj zahteven projekt, ki smo ga izvedli v občini Straža, sicer ne po vrednosti, vendar po zahtevnosti gradnje. Za občino Straža pač vemo, da mostovi povezujejo ljudi na obeh bregovih, hkrati pa je to tudi ena pridobitev, ki bo vsem nam v ponos. Ob tem so prepričani, da bo most služil svojemu namenu še najmanj 30 let. Mnogi vaščani in bližnji stanovalci so ga že nestrpno pričakovali. Zelo smo ga pogrešali, ker smo morali naprimer, če si šel v Novo mesto na Šmehelj ali kam, je bilo treba okrog hoditi, ne čez mesto. Zdaj pa to čisto drugačno. Sva prišla nov most pogledati. Zelo vesela, da je narejen. Ja, ste dolgo čakali? Ja, zdaj bo bližnica. Direktorica sevniškega gradbenega podjetja je povedala, da je most v Lokah že njihov 6. projekt, nanj pa so zelo ponosni. Pri gradnji so se soočili z večkratnim deževjem in poplavljanjem platoja, zaradi česar so morali namesto načrtovanega pasovnega uporabiti globoko temeljenje. Tako da je ta most sestavljen iz 22 oziroma 23 betonskih pilotov FI 600 in FI 800, ki segajo do globine tudi do 22 metrov. No, s tem smo premostili ta najtežji del in potem nadaljevali z krajšimi te piloti. Potem mirno je vse tekalo po terminskem planu, tako zgornja konstrukcija kot sama povozna površina. Na mostu bo promet potekal izmenično za motorna vozila, poleg tega pa bo označena ločena pot za pešce in kolesarje. Posebnost je tudi to, da ima manj upor, kar pomeni ob visokih vodah, se pravi manj tega vejevja in čiščenja v sami reki Strugi in posledično je tudi daljša življenjska doba. Most je tudi značilen po tem, da lahko menjamo posamične podpornike, ker je sestavljen iz pilotov in potem lesenega dela. Vkolikor bi prišlo do uničenja oziroma segnitja enega od stebrov, se ga enostavno zamenja. Brez da bi posegali v samo mostno konstrukcijo, je dodala. Prepričani so, da bo hranstov les držal mnogo let, vsakih 10 let bo treba zamenjati le vozno površino iz smrekovega lesa. Občina Sevnica pa je ob občinskem prazniku tudi uradno predala namenu poleti prenovljen odsek lokalne ceste, ki vodi mimo pokopališča v Boštanju. Projekt, vreden skoraj 80 000 evrov, je obsegal obnovo in modernizacijo lokalne ceste s pločnikom v dolžini okoli 120 metrov ter deloma tudi javno razsvetljavo. Ta odsek ceste je bil nekoliko problematičen zaradi slabe propustnosti ceste, predvsem v tistem delu, takrat, kar je bilo več dogodkov na tem področju, to so bili pogrebi in pa ob 1. novembru. Danes pa smo dobili široko cesto, varno za vse udeležence v prometu, z pločniki, z talnimi označbami, tako da smo uredili tudi ta problematični odsek ceste. Cilj takšnih projektov je predvsem zagotovitev prometne varnosti na včasih precej kritičnih točkah.
Gre za pomembno ureditev, kajti razširitev ceste in ureditev pločnikov nekako po tistih straneh, kjer teče peš promet, kjer nekako tradicionalno hodijo ljudje, je zelo ključno. In taka ureditev prav ob pokopališču je zelo pomembna, kajti tukaj je praviloma nekoliko več pešcev. Ki pa niso zgolj uporabniki pokopališča. Danes se precej ljudi giba po naravi, radi grejo iz mesta, iz urbanega okolja v naravo. Ja, in tole je ena od takih krožnih poti skozi Boštanj, pa malo po okolici in potem nazaj. V prazničnem času so v krajevni skupnosti Boštanj namenu predali tudi nova parkirišča pri tamkajšnji osnovni šoli. V šentjernejski občini pa se bodo kmalu razveselili novega športnega objekta. Po dobrem letu in pol se gradbeno-obrtniška dela v novi športni dvorani počasi bližajo h koncu. V ključnem objektu za nadaljnji razvoj športa v občini in športno udejstvovanje mladine in odraslih je del opreme ta čas že nared. Sledijo še športni pod in pa zaključni sloj, torej parket in pa poliuretanske mase na nekaterih delih. Terminsko smo vezani na konec letošnjega leta, sledi potem še odprava nekaterih napak ob zagonu, priprava končne dokumentacije in pa seveda pridobitev uporabnega dovoljenja. Kot pojasnjuje župan, se zelene luči za začetek obratovanja in uporabe nove športne dvorane nadejajo do konca februarja. Lahko tudi že prej, odvisno od razmer ob koncu gradnje, vsekakor pa nekako do konca februarja. Potem pa seveda bo dvorana odprta za vse uporabnike, najprej za šolski program, pa tudi potem za vse tekme, treninge in pa rekreacijo, ki jo Šentjernej zelo potrebuje. Večnamenski športni objekt, ki bo z montažnimi in stalnimi tribunami lahko sprejel približno 1000 gledalcev, bo hkrati primeren tudi za organizacijo večjih kulturnih prireditev in dogodkov. Naložba je ciljana na dobrih 5,5 milijonov. Lahko pride v zadnji fazi še do kakšne manjše podražitve, prav gotovo pa večjih finančnih odmikov ne bo. Občino v prihodnjem letu sicer čaka še ureditev šolskega atrija, ker je zdaj prva faza končana, in pa ureditev igrišč med novo športno dvorano in pa stadionom, ki so sedaj v nekoliko slabšem stanju. To pa pomeni tudi zaključek pravzaprav tega šolsko-športnega kompleksa in njegova navezava na osrednji del Šentjerneja preko Šentjernejske učne poti. S celovito urejeno infrastrukturo, ki jo bodo gotovo s pridom uporabljala mnoga v občini delujoča društva in klubi, se bo Šentjernej še trdneje zasidral med najvidnejša športna središča v jugovzhodni Sloveniji. Zdaj pa še k malce lahkotnejšim temam. Prejšnji konec tedna je bil v številnih slovenskih krajih predvsem v znamenju martinovanj. Praznik vina in vseh vinogradnikov, vinarjev in kletarjev so z Martinovim pohodom in blagoslovom mladega vina obeležili tudi v Šmarjeti. Tradicionalni pohod je ob množici sorodnih dogodkov tudi letos pritegnil lepo število pohodnikov. Zato, ker rada hodim, pa z vinogradniki kaj dobra družba. Zelo luštno je. To je en najlepših pohodov na Dolenjskem, bom rekel. Prvič na pohodu, zelo rada hodim, ker v naravi se sproščam, dušo napolnim in druženje s prijetnimi ljudmi mi lepša življenje. Martinov pohod so prvič pripravili že pred približno 30 leti. To je že nazaj odprej od turističnega društva, ko smo imeli skupaj z Belo cerkvijo, pa smo imeli dolg pohod po 21 km. Zdaj imamo tam 5-6, eno leto gremo levo od Šmarjete na Koglo, drugo leto gremo desno od Šmarjete na Vinivar in to pol vsako drugo leto to obrnemo. Tako da je to malo bolj pestro, da ni tako monotono zmeraj eno in isto. Okrog 50 pohodnikov je na cilju pred Moletovo hišo po nekaj urah pričakala šmarješka godba napihala za prijetno vzdušje na Karlovškovem trgu, kjer niso manjkali medeni in pekovski izdelki, pa so poskrbeli še mladi harmonikaši Klemna Hribarja. Ob največjem vinogradniškem prazniku, ko iz mošta pregovorno nastane vino, brez blagoslova mlade rujne kapljice seveda ni šlo. Gospod blagoslovi to novo vino v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Že v tradiciji je bil to svečan dogodek. Predvsem je to pomembno zato, ker je to včasih bilo za preproste ljudi vir preživetja.
Zato so to tako praznovali na veliko in ker je bil zaključek v času svetega Martina, so to svetega Martina tudi potem razglasili za zavetnika vinogradnikov, vinarjev. Med njimi jih je nekaj sto že v dveh šmarješki občini delujočih društvih. Se pravi, da vinska kapljica je tukaj doma. Drži, da je velika večina ljubiteljskih vinogradnikov, kar mogoče daje še neko dodatno draž vsemu skupaj. Z obiskovalci martinovanja pa so šmarješki vinogradniki z veseljem nazdravili tudi ob ogledu nove opreme v njihovi kleti, ki upravičeno velja za društveni ponos. V Žužemberku pa je omamno dišalo po tradicionalni slovenski sladici. Na državni razstavi in ocenjevanju potic, dogodek je bil že 10. so kar 4 potice prejele vse možne točke. Dve komisiji sta ocenjevali 54 potic z različnimi nadevi in dodatki. Podeljenih je bilo kar 31 zlatih priznanj, poleg tega pa še 14 srebrnih in 8 bronastih ter 1 zahvala. Dobili smo raznovrstne potice, od slane do sladke. Sodelovala je tudi osnovna šola Žužemberk in vrtec. Vrtec je nas presenetil, so bili celo zlati. Moja potica je kokosova, testo je temno z nadevom iz kokosa, malo dodane smetane, zavito in spečeno z ljubeznijo. Meni so vse ljube potice, vse ljube, pa ni važno, če je zlata, srebrna, bronasta ali mogoče kakšen poseben nadev. Tisti, ki jo pripravi, se po svojih močeh najboljše potrudi, ampak iz veselja pa vsako bi pojedel. Pri tem je župan izpostavil pomen ohranjanja tovrstne kulturne dediščine in vlogo, ki jo ima pri tem slovensko podeželje, in ni bil edini. Saj gre za ohranjanje tradicije, gre za povezovanje, gre za promocijo podeželja. Jaz mislim, da s takimi prireditvami pokažemo, kaj zmoremo in kaj znamo, in da si mogoče tudi želimo, da bi znali to drugi ceniti. To je stvar, katera moramo negovati naprej. To so že naši dedki, babice so pač razvijali to stvar in prav je, da se tega tudi naprej držimo, da so take prireditve, kot je današnja, da pokažemo, kaj slovenske žene znajo narediti iz kruha in dodatkov. Mi kmetice smo tiste, ki moramo to peljati naprej, to tradicijo, in potica v bistvu je bila za vse velike praznike, bodi si za veliko noč, za božič, novo leto, za rojstva, tako da je prav, da se ta tradicija ohranja in da to prenašamo na naše hčere, vnuke in da se ohrani. Podelitev so z nastopi popestrili pevci Društva vinogradnikov Suha krajina, mladi harmonikar Domen Zupančič in ljudska pesnica Silva Mohorčič. Za užitek kalorije je treba tudi pokuriti. Idealen zato je bil tradicionalni, letos že 39. pohod po Levstikovi poti od Litije do Čateža, ki je tudi letos privabil številne pohodnike. Na pot, ki je leta 1857 na Martinovo prehodil Fran Levstik, se je letos podalo nekaj več kot 15.000 ljudi. Mnogi so se na pot podali že v preteklih letih. Ja, zaradi družbe, pa zaradi dobre hrane pa pijače. Jaz sem fulki pohodnik, dosti krat hodim, jaz ful rad imam naravo, ne. Sploh pa take velike brege, ta pojet mi je bila ful fajn res. V bistvu zato, ker je neka tradicija, zato, ker sem iz okolice doma, pa zato, da nekaj naredim za svojo kondicijo. To je pač spomin na našega Levstika, pa veselo martinovanje od Litije do Čateža in to že daj. To je tradicija naša, slovenska, smo ponosni, da gremo na tak dogodek. Poudarili so, da je ohranjanje tradicije izrednega pomena. Seveda, treba se udeleževati lokalnih pohodov, ker če ne bo to zamrl. Jaz sem za družbo, da podpiramo lokalno skupnost. Slovenski jezik, slovenska kultura, to nas bo držalo do konca. Pomen ohranjanja tradicije pa je na cilju izpostavila tudi slavnostna govornica, trebanjska županja. Jaz verjamem, da bi bil Levstik, če bi danes stopil med nas zadovoljen, ker bi videl, da je duh, ki ga je on leta 1858 iskal na poti, res prisoten. In tukaj na Čatežu, kjer je zaključna prireditev razhoda, je res čutiti eno tako domačnost, tradicijo, združitev kulture in eno krasno doživetje za vse tiste, ki so se že zgodaj zjutraj podali na pohod. Med gosti je bila tudi 28. slovenska vinska kraljica.
Levstikova pot je nekaj posebnega in vesela sem, da to v bistvu združujejo v Čatežu z martinovanjem. Vse to gre z roko v roki. In ja, obisk je res velik, lepo je videti ljudi, da se podružijo in se tudi v bistvu zanimajo za kulturo in za slovensko tradicijo. V bogatem kulturnem programu Razhodnje je nastopila tudi folklorna skupina s Korčule. Poglejmo še na južno stran Gorjancev, kjer so bili prav tako aktivni. Ljubitelji krajšega in tudi daljšega teka ter narave so prejšnji konec tedna v Beli krajini prišli na svoj račun. Razvojno-informacijski center Bele krajine je povabil na 3. Lahinja Trail tek. Dogodek, ki so ga začeli na pobudo belokranjskih tekačev, je v 3 letih lepo napredoval. Na trase dolge 10, 18 in 30 km se je tokrat podalo 214 tekačev. Vse teče po širši krajevni skupnosti, se pravi krajevna skupnost Dragatuš, pa vse do Vinice, do poznanega romarskega kraja Žeželj nad Vinico, potem vse do Bojancev. Dejansko je ta 30-kilometrska proga precej zahtevna. Kljub temu so tekači uživali, tako na daljših kot krajših razdaljah. Prišli smo se zabavati, dobro imeti in super je bilo. Res, dobra proga, ker skozi je bilo treba paziti pod noge, no. Ali lepo je bilo, malo kamnita ali da se. Je pa kar na eni deli malo spono. Rad tečem po naravi, nekaj sem tekel tudi po cesti, ampak mi je v naravi veliko lepše. Tako da zato sem tudi danes prišel tle, prvič sem tle, super proga. Tle smo prišli iz Kranja in okolice, tako malo več nas je prišlo, pa smo zelo zadovoljni, da smo prišli. Mene so prijavili, tako da do danes zjutraj nisem vedel točno, kje sploh je to. Ja, bil je pa kar naporen. Jaz smo tukaj 6-letnika, pa 7-letnico, pa 9-letnico, pa še ostali, tako da nas je v bistvu 11 družinskih članov na nek način prišlo. Všeč mi je ta pokrajina, v Belo krajino smo že veliko hodili, ampak tale konc je pa izredno lep. Proga super, top. Sem prvič, pridem drugo leto. Luštna, razgibana, za konec sezone vrhunska stvar. Vzdušje je vrhunsko, otroci v progi, starši v progi, le spodbujati mladino, top. Lahinja Trail se je uvrstil tudi med 100 zelenih dogodkov na svetu. Mi si namreč želimo čim več dogodkov z skoraj nič ali nič odpadki. Na nek način želimo v bistvu biti vzor ostalim organizatorjem, ker verjetno nas slej ko prej čaka vse organizatorje ta izziv, da bodo dogodki čim bolj trajnostno usmerjeni. S tem dogodkom pa želijo tudi podaljšati turistično sezono v deželi Belih brez. Prijeten konec tedna vam želimo in srečno.